V prebranih celicah se selimo v London v čas druge svetovne vojne, čas 8-mesečnega bombardiranja mesta. A kljub težkim življenjskim razmeram je to zgodba najstništva, prijateljstva in ljubezni. Po predoru sta kopali Anika in Maruša. Anika, živijo. Knjiga se začne s stavkom. Bili smo štirje, a eden od nas bo umrl. Te je ta stavek spremljal skozi celotno branje, te je morda celo spravil malce v slabo voljo. Ja, v bistvu, ko sem začela brati knjigo in sem gotovila, da je to avtorica meni že čisto na začetku, sem bila nekako šokirana. Ampak medtem, ko sem brala knjigo, sem nekako to odmislila, ker se mi je zdelo, da so liki v zgodbi tako pogumni in radovedni in nekako so tudi skrbeli drug za drugega in se mi je zdelo, da se to v bistvu ne bo zgodilo. Ja, srečamo se v bistvu s štirimi osrednjimi junaki, predvsem so izpostavljeni trije, najstnica Ela, potem že malce bolj odrasla Queen in brezdomec Jay. Kako oni pravzaprav sprejemajo vojno? Njim se to zdi kot neka nova dogodivščina. V bistvu ne gledajo na to iz neke slabe strani, ampak se želijo iz tega nekaj naučiti in jih to zanima. In znotraj tega se jim zgodijo tudi potem dobre zanimivosti oziroma dogodivščine. Ja. Kakšen pa se ti je zdel Jay? Ko sem začela brati knjigo, se mi je zdel tak grob, lahkomiseln, ni bil najbolj odgovoren, ampak medtem, ko sem knjigo brala že dlje časa, sem nekako ugotovila, zakaj je temu tako. Ker Jay je imel res neko slabo, težko preteklost za sabo in medtem, ko Jay dela v tem predoru, mora svojim sorojencem pošiljati tudi denar vsak mesec, da lahko sploh preživijo. Jayjeva zgodba nas uči, da ne smemo vnaprej soditi ljudi. Ja, ker lahko oziroma nikoli ne vemo, kaj imajo za sabo. Na začetku, kot sem že rekla, se nam zdi, da je to taka žalostna knjiga. Ampak pisateljica Ana Volc ima o tem zanimivo tezo, zato ji sedaj predajava besedo. I think we live in crazy times, and I can imagine it's quite difficult to be growing up right now. So I do want to write about subjects that matter, and I want to write realistic stories, but at the same time, I really do want to give hope to my readers. So in the end, I do think my books are full of hope. Hvala lepa, Ana. Anika, vedno ostaja upanje, ne? Ja, in vedno se moramo boriti in biti pogumni za to, kar hočemo doseči v življenju, in vedno moramo v vsaki na videz slabi stvari poiskati nekaj dobrega in se nekaj iz nje naučiti. Odlično, hvala lepa. Poglejmo, kakšno vprašanje sta nam pripravili dekleti. Knjiga Predor je zgodba o prijateljih, ki zgodnejša leta preživljajo v vojnem času. Toda tema ni edina posebnost te knjige. Kaj stori avtorica v nasprotju z običajnim? A. Na koncu zgodbe se vsebinsko vrne na začetek. B. Na začetku napove konec zgodbe. C. Na začetku uporabi pomemben kvarnik zgodbe. Ali D. Celotno zgodbo opiše že v predgovoru. Po mojem, to da pokvari knjigo, sam punca je rekla, da ne pokvari knjigo, da je po mojem B. Izbrali ste dvakrat odgovor B, na začetku napove konec zgodbe. Ja, kako ste prišli do tega odgovora, rumeni? Na začetku pač... Pove, da bo eden od štirih umrl in to je napoved. Ampak ali je to konec zgodbe? To je zdaj vprašanje, ne? Vijoličasti, nekaj bi vas vprašal, predvsem tebe, Veno. Mogoče veš, kaj pomeni kvarnik? Kvarnik, jaz mislim, da je pomenilo, da nam že na začetku pokvari celotno zgodbo. Da nam nekaj pokvarja, ne? No, to je sicer lepa slovenska ustreznica za eno angleško popačenko, ki jo uporabljamo, ki je pa tudi na avtu, zato sem se spomnil na te. Sicer zadaj, zato da avto malo bolj je pri tleh, oziroma da ima boljšo aerodinamiko, imajo avti kaj? Difuzor. Difuzor pa spoiler. Spoiler oziroma kvarnik je pa seveda taka lepša slovenska beseda, ki seveda malo pokvari konec zgodbe. Ja, takole je. Zgodba se začne z napovedjo smrti enega izmed osrednjih likov. To je ta kvarnik. Pravilen je bil žal tokrat odgovor C.